Dober dan vsem skupaj. Danes se bomo pogovarjali o sreči v temle predavanju, ki sem mu dal naslov Diktatura sreče. Zakaj diktatura sreče? To je ena taka hecna reč, pravzaprav sreča bi morala biti nekaj veselega, ne? Ampak v tem zadnjem času imam občutek, da včasih živimo v okolju, ko od nas kar nekako zahteva biti srečni, moramo biti srečni, cel kup teh je pritiskov in teh pritiski pravzaprav moraš biti srečen, so lahko občasno za posameznika tudi breme oziroma za človeka, ki se v določenem trenutku ne počuti ali pa nima razlogov, da bi se počutil srečno, seveda ni prijetno, a ne, te pritiske doživljati. Tako da danes sem si nekako zamislil to kot en tak pogovor o tem, kaj sreča je, zakaj je sreča pomembna, mogoče nekoliko o tem, zakaj smo včasih majčkeno manj srečni, kot bi lahko bili, pa na koncu mogoče še malo v smer, kaj pa lahko naredimo za to, da bi bili bolj srečni takrat, ko se ne počutimo najbolj srečni, ali pa nasploh, da bi pravzaprav en tak pozitiven odnos do sveta pravzaprav pri sebi krepili, gradila, ne. Tako da to pravzaprav je en tak uvod, a ne. Še to bi rad povedal, da danes pravzaprav ne želim tukaj kakšnih hudih receptov za srečo prodajati, ne upam si receptov za srečo prodajati. In edini recept pravi, ki ga boste danes slišali od mene, ga bom zdaj na začetku kar takoj povedal, pa potem zaključil s tem, je zelo preprost. V bistvu imam občutek, da smo preveč obremenjeni s tem iskanjem sreče za vsako ceno. Preprosto mislim, da mi kaže osebne izkušnje in vse, kar sem pravzaprav o tem prebral do zdaj, da sreča seveda ni nekaj, kar se zgodi takrat, ko si na vse kriplje prizadevamo, pa jo lovimo, pa jo iščemo na koncu mavrice. Sreča pravzaprav so tisti drobni trenutki, ki se dogajajo tekom življenja, ko pravzaprav počnemo z ljudmi, ki jih imamo radi, stvari, ki jih radi počnemo. In absurd pravzaprav je, da ravno zaradi tega strašnega fokusa na srečo včasih zamudimo tiste drobne trenutke, toliko obsedeni ali pa toliko fokusirani na tisto neko veliko srečo, ki bi se nam naenkrat nekje morala zgoditi, ne. To je ena reč. Se pravi, tukaj smo zdaj z recepti zaključili. Druga reč, seveda, ker sem psiholog, bi rad povedal še nekaj. Psihologi imamo grozno radi razne tabele, razne grafe. Tole tukaj je graf iz svetovnega poročila o indeksu sreče oziroma World Happiness Reporta za letošnje leto. Čist nič ne mislim o tem govoriti danes. Pravzaprav je tisto, o čemer bom danes govoril, nekaj drugega. Govoril bom malo o številkah, malo bom govoril o košarki, nekaj bom govoril o coklah in na koncu koncev se bomo pogovarjali še o eni kratici. In to je pravzaprav vse. Pa če gremo najprej na številke, bom začel pravzaprav z eno raziskavo. 2 leti nazaj sem bil na eni konferenci znanstveni in na tisti konferenci je dr. Martin Seligman, ta slavni dr. Seligman, začetnik pozitivne psihologije, predstavil rezultate ene raziskave. Pravzaprav so v tej raziskavi delali eno širšo analizo več različnih študij opravljenih povsod po svetu in so primerjali različne dejavnike v povezavi z zdravjem, dolgoživostjo. In v tej raziskavi so izluščili pravzaprav 3 številke ven. Prva številka je ta številka 3,0. Ta številka se sliši zelo matematično, zelo končno, ampak to pravzaprav ni nič drugega kot tista številka, ki kaže en presek ali pa povprečje različnih raziskav, v katerih so ugotavljali, na kakšen način je naše telesno zdravje povezano z dolgoživostjo. Se pravi, izkazalo se je, da pravzaprav je razlika v pričakovani življenjski dobi med ljudmi, ki so izrazito telesno aktivni, migajo, telovadijo, hodijo na sprehode, hodijo v hribe in tako naprej. In tistimi seveda, ki so telesno pasivni, pa ne počnejo vsega tega, nekje približno povprečju 3 leta. Se pravi, raziskave kažejo, da telesno aktivni ljudje
v povprečju lahko pričakujejo približno 3 leta daljšo življenjsko dobo. Druga številka v tej raziskavi oziroma v tej metaanalizi je bila številka 6,8. To je številka, ki povezuje zdravje z nečim drugim in sicer z nikotinom oziroma s kajenjem. Sprav, raziskave so pokazale, to je spet povprečje različnih raziskav, da ljudje, ki ne kadijo, recimo, v povprečju lahko pričakujejo 6 pa malo več let daljšo življenjsko dobo od kroničnih kadilcev. Prav to je razlika v pričakovani življenjski dobi. Tretja številka je pa pravzaprav tista, ki mi je najbolj zazvenela, 7,6, 7 let in pol. To pa pravzaprav je razlika, ki so jo izpostavile raziskave oziroma ko gre za pričakovano življenjsko dobo med ljudmi, ki se v svoji koži dobro počutijo, so srečni, zadovoljni, optimistični in tistimi ljudmi, ki se enostavno ne počutijo dobro v svoji lastni koži. 7,6 oziroma 7 let pa pol. Potem si pa meni postavili vprašanje, seveda, čemu pa pravzaprav v tem našem okolju, v tej naši družbi namenjamo največ pozornosti. In se mi zdi prav zanimivo, ko pravzaprav se pogovarjam z različnimi skupinami ljudi o teh številkah in vedno pridemo do enega in istega zaključka. Ogromno govorimo o tem, kako pomemben je zdrav življenjski slog, kako pomembno je, da migamo, da telovadimo, da hodimo, gibamo. Zelo veliko govorimo o tem, kako pomembno je paziti na to, kaj vnašamo z nas v sebe, ko gre za hrano, ko gre za alkohol, ko gre za tobak ali pa karkoli drugega. Pa pravzaprav se mi zdi, precej malo govorimo o tem, ta zadnjem delu oziroma vedno več, pa še vedno po mojem mnenju premalo, kako pravzaprav pomembno je ne samo zato, da se boljš počutimo, kako dejansko pomembno je, da razvijamo te veščine povezane z enim pozitivnim pogledom na svet, iskanjem zadovoljstva, iskanjem stvari, ki nas v življenju pravzaprav srečujejo. In če to povežemo na konec koncev z tem podatkom o zdravju, bi bila najbolj preprosta stvar, ki bi jo človek pričakoval, da bi zdravstveni ministri celega sveta preprosto rekli, pišuka, tukaj imamo pa eno reč, ki je pocen, pa lahko ogromno naredi za zdravje ljudi. Zdaj samo še čakam, kdaj bodo zdravstveni ministri to zadevo zapopadli, pa začeli ugotavljati, da to pravzaprav je zadeva, s katero bi se bilo treba tudi sistematično na družbeni ravni več ukvarjati. Se pravi, te 3 številke. In te 3 številke pravzaprav se mi zdijo pomembne tudi zato, ker, tako kot sem rekel, jih je na konferenci predstavljal dr. Martin Seligman, človek, ki je skozi raziskavo prišel do njih, je pa dr. Ed Diener, se pravi 2 človeka, ki sta nekako na področju psihologije se v zadnjih desetletjih daleč največ ukvarjala z vprašanjem sreče, zadovoljstva in tistega, čemur rečemo recimo eno tako psihično blagostanje, ali pa po domače lahko temu rečemo dobro se imeti, dobro se počutiti v svoji koži in imeti občutek, da je življenje dobro in da si zadovoljen z vsem, kar se ti dogaja v njem. Tako da to bi bil pravzaprav en tak, recimo, uvod ali pa en tak prvi, recimo, nauk tega, o čemer sem danes hotel govoriti. Sreča vsekakor je koristna, pa še zdrava reč. Ne samo zato, ker se, kadar smo srečni, dobro počutimo, boljš počutimo, ampak zato, ker preprosto ima cel kup to dobro počutje tudi enih pozitivnih, blažilnih učinkov na naše zdravje. Zdaj, druga reč, ki sem jo omenil, za številkami je košarka. Zakaj košarka? Nima tole, kar bom zdaj povedal, skoraj nobene zveze z Luko Dončićem, čeprav ga velikokrat uporabim kot primer, ko govorimo o tej zgodbi, pa še fajn občutek je, da imamo Slovenci najboljšega košarkaša na svetu, pa še najboljše kolesarje, pa tako naprej, pa najboljšega golmana. Da ne naštevam. V bistvu vam bom predstavil ene rezultate, pa ene male raziskave, ki jo jaz že vrsto let počnem z mojimi študenti. Z mojimi študenti pravzaprav počnemo nekaj, kar je precej blizu košarke, ampak namen je pa popolnoma drug. Študente razdelim v 4 skupine. Vedno.
Približno 20krat sem do zdaj ta poskus že ponovil in moram reči, da se skoraj vedno zelo dobro obnese in pravzaprav pridejo zelo podobni rezultati ven. 3 skupine študentov pošljem ven iz predavalnice, ena skupina pa ostane noter in jim dam 2 rekvizita. Prvi rekvizit je koš za smeti, drugi rekvizit je pa ena majhna žogca. No in potem študentje mečejo žogco v koš, jaz jih pa postavljam po prostoru nekaj časa, dokler ne najdemo tiste optimalne razdalje, da je ravno dost blizu, pa hkrati še vedno zadost daleč, da približno polovico metov študenti zadanejo. Se pravi, določimo razdaljo, na kateri lahko rečemo, statistična verjetnost zadetka je 50%. In so študenti iz prve skupine opravili svoje delo. Potem pride not prva skupina poskusnih zajčkov, seveda ne. Prvi skupini študentov rečem, vi boste imeli zdaj pred sabo eno nalogo, vaša naloga je metati tole žogco v koš, cilj je pa, da zadanete čim več metov. 5 metov bo imel vsak in potrudite se, kolikor se le morate potruditi. Hkrati bi vam pa toliko povedal vnaprej, da ne boste preveč razočarani. Naloga je precej težka. V bistvu prejle smo že poskušali in od 5 metov nekako nekateri so zadeli enega, nekateri tudi nobenega, tako da ne biti preveč razočarani, če se vam bo zdelo, da je težka naloga. Potem pa mečejo. Jaz pa veselo beležim, pa štejem zraven zadetke. Ko končajo, se usedejo, pa pride noter druga skupina študentov. Drugi skupini študentov rečem zelo podobno. Vi imate pred sabo nalogo, metali boste žogco v koš, vsak ima 5 metov. Glejte, pred vami so že metali študentje, približno polovico metov zadanejo, 2-3 recimo v povprečju, tako da le potrudite se, da boste čim več zadeli. In oni mečejo, jaz pa štejem. Potem pa pride tretja skupina noter, ko opravijo in sedejo, tretji skupini pa rečem spet, 5 metov boste imeli na razpolago, vsak bo 5krat vrgel žogco v koš, vaša naloga je čim več zadeti. Vas pa moram opozoriti, dajte resno vzeti, je strašno lahka naloga, mora biti človek že malo motorično hudo nespreten, da ne zadane vseh metov. In oni mečejo, jaz pa štejem. Zdaj pa, če gremo nazaj še enkrat, s prvo skupino študentov, tisto začetno, smo nekje umerali prostor in našli razdaljo, s katere rečemo, da je pričakovana verjetnost zadetka približno polovična. In človek bi seveda pričakoval, da potem v vseh 3 skupinah študentje zmečejo približno enako število žogc v koš. Pa temu ni tako. Praktično v vsaki ponovitvi te vaje se pokaže ena zelo preprosta reč. Najbolj uspešni so skoraj vedno študentje v srednji skupini, v prvi in zadnji skupini pa rahlo manj uspešni kot tisti v srednji. Skoraj vedno pravim, zato ker sem imel enkrat res smolo in sem imel v eni od skupin Dušana Hauptmana, pa je podrl celoten moj koncept. Tako da od takrat naprej močno pazim, kako razporejam košarkaše, še rajš pa vidim, da ni nobenega prav hudo ostrostrelskega med njimi. Zakaj se to zgodi? Zdajle tole nima nobene zveze s srečo, to je tisti preprost psihološki mehanizem. Če imamo nizke cilje, če imamo zelo nizke cilje, prenizke cilje, bomo pač tisto malo dosegli. Če imamo previsoke cilje, se bomo zlomili in ne bomo dosegli tistega, kar bi pravzaprav lahko dosegli. Če so pa cilji naši optimalni, pa pravzaprav jih lahko dosežemo. Kakšno zvezo ima to srečo, je pa druga zgodba. Zelo preprosto. Tako kot ima tole, kaj bomo v življenju dosegli ali pa kako uspešni bomo pri različnih nalogah v življenju, veliko zveze pravzaprav ne samo z našimi zmožnostmi pa okoliščinami, ampak predvsem z našo glavo, z našimi prepričanji, z našim zaupanjem v sebe, zelo podobno pravzaprav velja za občutke sreče. Se pravi, občutki sreče, ki jih doživljamo v življenju, so seveda tudi odvisni od okoliščin okrog nas, od drugih ljudi, od stvari, ki se nam dogajajo v življenju, ampak v veliki meri so občutki sreče, ki jih doživljamo, odvisni od nas samih. Od tega, kako se odzivamo na svet, od tega, kako se pravzaprav znamo spopadati z različnimi odzivi in od tega, kako
v bistvu te drobne dogodke, ki sem jih že prej omenil, te drobne srečne dogodke znamo pravzaprav prepoznati, pa jih ugrajevati v en tak širši občutek dobrega življenja. Tako preprosto je pravzaprav to. Pa smo zaključili s tem drugim delom, ki sem ga omenil, se pravi s košarko. Pa če mogoče hočemo potegniti nauk ven iz tega, najbolj preprost nauk, ki ga lahko potegnemo iz tega, je ta star slovenski pregovor, da je vsak svoje sreče kovač. Od nas samih je največ odvisno, oziroma najbolj odvisno, koliko srečni bomo. Tretja reč, o kateri sem rekel, da bom govoril, so pa cokle. Težke betonske cokle, ki jih nosimo ves čas na svojih nogah, tako približno, kot če si predstavljate tiste nizozemske cokle, samo nizozemske so lesene, te naše so pa dostikrat pravzaprav res, imam občutek, kot iz enega tacga betona narejene in nas tiščijo, pa nas silijo, da se ne moremo premakniti. Te betonske cokle, ki jih imamo dostikrat deloma vgrajene v naše glave, deloma so pa povsod okrog nas ali pa so rezultat enih vplivov okrog nas, pravzaprav včasih otežujejo naše življenje in poskrbijo za to, da smo pravzaprav manj srečni, kot bi lahko bili pri stvareh, ki se nam dogajajo. Prva taka težka betonska cokla pravzaprav je tista, ki sem jo že omenil. Ta diktatura sreče, ta občutek, da moramo biti ves čas nenehno srečni. To, kar nam pravzaprav ta potrošniška družba nenehno govori, to, kar nam govorijo družbena mrežja, na katerih videvamo samo slike srečnih, zadovoljnih ljudi, samo pozitivne zgodbe in so pravzaprav lahko hudo breme za nekoga, ki je pa v enem trenutku malo manj srečen ali pa malo manj zadovoljen ali se pa malo slabše počuti. Se pravi, ta občutek, moraš biti srečen, ker ljudi dobesedno žene v to, da namesto, da so pozorni na tiste drobne reči, ki se dogajajo vsak dan v življenju, enostavno ves čas hrepenijo po nečem velikem, čakajo, kdaj se bo nekaj velikega zgodilo in ko se tisto velika reč ne zgodi, preprosto postajajo mogoče samo še bolj nesrečni. Tako da ena ta težka betonska cokla, po mojem, je ta dobesedno družben pritisk. Moraš biti srečen, če nisi srečen, je pa nekaj s tabo hudo narobe. Nič ni narobe s tabo, če nisi srečen. Človek ne samo, da je lahko kdaj nesrečen v življenju, v bistvu je zdravo, da na stvari, pravzaprav, ki se nam dogajajo, pa so neprijetne, slabe izgube, da reagiramo z enimi manj prijetnimi, manj srečnimi občutki in čustvi. Pa še nekaj je, da pravzaprav človek, ki nikoli ne doživi občutka nesreče, tudi občutka sreče ne more ceniti. Tako da ta diktatura sreče je prva cokla. Druga cokla, po mojem mnenju, je ta iluzija sreče, ki jo imamo toliko v temle našem življenju, pa okrog sebe, toliko je enih teh trenutkov, ki pravzaprav skrbijo za to, da se nam konstantno en instanten dopamin sproža v možgane od računalniških igric do, ne vem, všečkov na Facebooku, čakamo, kdaj bo všeček prišel in ko pride tisti všeček, nam gre nova doza dopamina v možgane in smo srečni in dobimo tisti instanten občutek sreče v teh pravzaprav stvareh, ki so bežne, minljive in pravzaprav nimajo enega resnega daljšega vpliva na nas, ampak ta iluzija sreče nas pravzaprav tudi potem žene v to, da ves čas hrepenimo po tem dopaminu, da ves čas iščemo nove izkušnje, ki nam ga bodo pripeljale. In tako kot sem rekel že prej, nas včasih pravzaprav lahko to vodi stran od tega, da bi bili pa osredotočeni na tiste, recimo temu, pomembne reči, pomembne ljudi, pomembna početja v življenju, ki dejansko prispevajo več k enim trajnim občutkom sreče, zadovoljstva in tako naprej. Tako da ta, recimo temu, iluzija sreče je po mojem ta druga cokla. Tretja cokla, ki jo omenjam, je tradicionalno slovenska jamar, jamar, jamar. Sej tudi drugje po svetu imajo ljudje to vgrajen v ta svoj nacionalni karakter, ampak včasih imam občutek, da smo pa Slovenci res ene vrste svetovni prvaki v tem, kako znamo vsaki zadevi najti priložnost, da vidimo tisto, zaradi česar lahko jamramo.
Pa kar rečem temu cankarjanstvo, ne mislim, da je Cankar temu kriv. Cankar samo dokazuje, da smo bili jamrači že 100 let nazaj, pa zelo verjetno so bili naši predniki jamrači in je bil to njihov modus operandi že vrsto let nazaj. Ne? Kaj se dogaja zaradi tega jamranja oziroma posledica česa je? Jaz mislim, da je to v veliki meri povezan s tem, da pravzaprav smo ves čas obremenjeni pa usmerjamo fokus na stvari, ki nam ne pašejo, ki nam niso všeč in se namesto, da bi se ukvarjali s tistim, kar je lahko vir zadovoljstva, kar je lahko vir sreče, pravzaprav ukvarjamo z vsem, kar nam gre okrog nas na živce. In ta kultura, recimo temu jamranja, je po mojem mnenju tretja velika cokla, ko gre za to, zakaj smo včasih manj srečni, kot bi lahko bili. Ker enostavno preusmerja naš fokus, našo osredotočenost stran od tistih stvari, ki so lahko pozitivne, prijetne in bi lahko zagotavljale več občutkov sreče, več občutkov zadovoljstva v življenju, na vse tisto, kar pravzaprav prispeva k temu našemu nezadovoljstvu ali pa občutkom nesreče. In četrta betonska cokla, težka betonska cokla na naših nogah, je pravzaprav ta sindrom lejih prasce, kazati s prstom na nekoga drugega, ki je pa malo bolj srečen, ali pa kakorkoli ga najdemo in smo prepričani, da pravzaprav je bolj srečen od nas, ali je pa vsaj kriv za to, da smo mi malo manj srečni, kot smo bili. Temu rečem sindrom krsta pri Savici. Vedno najdeš nekoga drugega, ki lahko kažeš s prstom na njega in namesto, da bi se ukvarjal z vprašanjem, zakaj sem srečen, zakaj nisem srečen, kaj lahko naredim za to, da se bom boljš počutil v svoji koži. Je to en tak blazno eleganten, blazno preprost pravzaprav mehanizem za to, da lahko te svoje občutke primanjkljaja, sreče ali pa česa drugega kompenziram s tem, da kažem na nekoga drugega, ki mi je tega kriv. In tukaj ti 4 sindromi ali pa te 4 cokle, težke, betonske, so po mojem mnenju tisti največji pravzaprav ali pa največja ovira v družbi okrog nas, pa hkrati v nas samih, ki nam včasih preprečuje, da bi bili v življenju lahko bolj srečni, kot smo. Zdaj pa, kaj so posledice teh težkih cokel? Ena od posledic zelo preprostih je ta občutek nekaj mi manjka. Ta občutek nekaj mi manjka, ki ga strašno potencira tale naša vesela potrošniška družba, s tem, da nam ves čas vliva vtis, da samo še tole rabim, pa samo še ono rabim, pa tale majčka me bo usrečila, pa tele čevlji me bodo usrečili, pa tale telefon me bo usrečil. Ves ta nenehen občutek enega konstantnega primanjkljaja v bistvu je tako kot ene vrste bencin, ki se ga doliva na te naše občutke primanjkljaja ali pa manjka srečnosti. Druga posledica je ta, da namesto, da bi se ukvarjali z stvarmi, ki jih imamo, pa ne mislim samo materialne, cel kup drugih stvari je bolj pomembnih tudi kot materialne, namesto, da bi se ukvarjali pa bili pozorni na tisto, kar imamo, pa hvaležni za tisto, kar imamo, smo pravzaprav ves čas nekoliko zagrenjeni pa zavistni tistim, ki pa to imajo. In tretja posledica pravzaprav vsega tega je ta obljuba sreče okrog nas, ki nam jo obljubljajo različne blagovne znamke, obljubljajo nam jo različne ideje, ideologije, karkoli, sam še malo pa bomo srečni, samo še to kupimo pa bomo srečni, tale pralni prašek pere bolj belo, kakirkoli drug in tako naprej. Tako da, če hočemo pravzaprav pogledati, kaj narediti za to, da bi bili lahko nekoliko bolj srečni, mislim, da je najbolj, da se najprej zazremo malo sami v sebe, pa pravzaprav naredimo eno tako analizo, ali kaj od teh cokel tudi jaz nosim na nogah. Ko sem se jaz začel s tem ukvarjati, sem bil kar šokiran, ko sem začel malo preštevati, pa malo gledati in sem imel občutek, da pravzaprav tega betona na nogah pa res precej. To velja pravzaprav verjetno za vsakega med nami, v večji pa manjši meri. Tako da, če gremo nazaj na nauk tegale pravzaprav, najprej sem rekel, da smo prišli do tistega starega slovenskega pregovora, vsak je svoje lastne sreče kovač.
Nažalost smo včasih tudi zavirači te naše lastne sreče, ker preprosto dopustimo tem mehanizmom, da vplivajo na nas, da nas odnesejo in da v bistvu skozi njihovo prizmo opazujemo, interpretiramo, gledamo dogodke okrog nas. Zdaj pa seveda sem rekel še eno reč. Rekel sem, da bomo še nekaj malega o kraticah govorili. Zakaj o kraticah? Eno tako fajn kratico imam, pa vam jo bom čez nekaj časa razložil, pa povedal, kaj ta kratica pomeni. Ampak, če smo prišli zdaj do tega, da je sreča pomembna, da je vsak svoje sreče kovač in da pravzaprav so mehanizmi, ki nam včasih preprečujejo srečo, zelo blizu nas, okrog nas ali pa celo v nas samih, potem ostane še ena reč. Kaj pa pravzaprav je tisto, kar lahko jaz naredim za to, da bom v vsakem dnevu svojega življenja pa mogoče en mal bolj srečen, pa se bom en mal bolj počutil, pa bom mogoče eno mal bolj zadovoljen v svoji lastni koži. In ena stvar, pravzaprav, ki bi jo rad čisto na začetku povedal, je zelo preprosta, pa povezana z eno knjigo, ne samo s knjigo, tole je naslovnica ene knjige, zanimive. Ta zanimiva knjiga je rezultat ene blazno zanimive psihološke raziskave, pravzaprav najdaljše psihološke raziskave, kar jih je bilo. Na Harvardski univerzi v ZDA so leta 1942, to se pravi skoraj 80 let nazaj, zbrali eno večjo skupino študentov drugega letnika, približno 200 študentov, fantov, ker je bila to takrat fantovska moška fakulteta, so zbrali in so jih po dolgem in počez proučili. Pogovarjali so se z njimi, reševali so različne vprašalnike, teste, praktično ni da ni, in je bila to v tistem trenutku ena zelo podrobno psihološko pregledana skupina ljudi. To je bilo leta 1942. Potem so pa 5 let kasneje te iste ljudi spet poiskali, pa se spet pogovorili z njimi, pa so spet sodelovali v novi raziskavi. Pa čez 5 let spet, pa čez 5 let spet. In ker so bili to na začetku fantje z dosti prestižne Harvardske univerze, so čez nekaj časa rekli, oziroma že kar na začetku, dajmo jim zapraviti te še približno enako veliko skupino fantov iz revnejših predelov Bostona. Potem so pa čez čas, ker so bili samo fantje noter, začeli v ta vzorec dodajati še njihove soproge, partnerke, pa potem otroke, tako da s časoma pravzaprav je ta originalni vzorec rastel. Ampak to je skupina ljudi, ki so jih praktično celo življenje spremljali od tistih zgodnjih 20 let. In ena od zadnjih analiz pravzaprav je bila narejena par let nazaj, ko so ljudje iz prvega vzorca, prvotnega vzorca prišli tja v 90. leta, so raziskovalci v enem trenutku rekli, ok, kaj pa, če bi mi zdaj se osredotočili na to, kaj je pravzaprav tisto, kar prispeva k enim občutkom sreče, zadovoljstva v življenju, oziroma kaj je tisto, kar prispeva k temu, da nekdo, ki je dal ogromno skozi, pa bil uspešen v svoji karieri, pa počel marsikaj, ko gleda nazaj na življenje, reče, tole so pa tiste stvari, ki se mi zdijo v življenju najbolj pomembne, zato da sem se počutil dober v svoji koži, bil zadovoljen in tako naprej. V tej knjigi so pravzaprav zbrane izkušnje iz teh pogovorov. In ena stvar, ki se je izlušla skozi skoraj čisto vse, oziroma ne bom rekel skoraj, skozi vse te pogovore s temi ljudmi v 90. letih, njihovega življenja je bila zelo preprosta reč in zelo preprosta rdeča nit. Daleč najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na kakovost življenja, je ne denar, ne materialni pogoji, ne kariera, ampak odnosi. Se pravi, odnosi, topli medčloveški odnosi, biti z ljudmi, ki jih imaš rad, biti z ljudmi, ki te imajo radi, ki te sprejemajo, je pravzaprav daleč najpomembnejši dejavnik tega, da smo v življenju lahko zadovoljni, da smo v življenju lahko srečni. Tukaj se mi zdi pravzaprav pomembno, če zdaj poskušam en tak krog pa eno zanko nazaj pripeljati do tega, o čemer smo govorili ali pa o čemer sem govoril na začetku, kako pravzaprav to, imeti se dobro v svoji koži, dobro se počutiti, biti srečen, vpliva lahko na telesno zdravje in konec koncev tudi na dolgoživost. Kaj pravzaprav je tisto?
Kaj so tiste stvari, ki k temu največ prispevajo? In zdaj smo pri kratici. Martin Seligman, možakar na tej sliki, je že nekaj let nazaj pravzaprav vzpostavil ali pa skonstruiral en model tega, čemu reče blagostanje, se pravi ta občutek, dobro mi je. In pravzaprav ima ta njegov model 5 temeljev, 5 stebrov in teh 5 stebrov da tisto kratico, ki sem jo hotel danes omeniti, se pravi kratico PERMA. On govori o 5 stebrih dobrega počutja, 5 stebrih sreče, 5 stebrih zadovoljstva. In prvi od teh stebrov, ki ga tudi Seligman postavlja v sredino, so ravno ti odnosi, se pravi trdni, topli, intimni, kakovostni odnosi. In se mi zdi, da če želimo pravzaprav narediti nekaj za te svoje občutke zadovoljstva, nekaj za to, da se bomo v svoji koži dobro počutili, je največ, kar lahko naredimo, ravno to, da vzdržujemo tiste dobre odnose, ki jih imamo, krepimo odnose, ki jih imamo. In na drugi strani, če želimo svojim otrokom in pa mladim okrog sebe pravzaprav pomagati postaviti ene temelje za kakovostno, zdravo življenje, je največ, kar jim lahko damo, ravno to, da jih učimo v bistvu navezovati tesne odnose, socialne veščine, in se mi zdi to še posebej pravzaprav pomembno v teh časih, v katerih živimo zdaj, na eni strani zato, ker pravzaprav se en velik del življenja, socialnega življenja otrok pa mladostnikov dogaja že v virtualnem svetu, preko telefonov, preko drugih aparatov, in po drugi strani zdaj le seveda aktualno, če ne bi bilo aktualno, bi zdaj le se gledali v Cankarjevem domu ali pa kakšni drugi predavalnici, ne pa na zaslonu, tudi zaradi tele pandemije, ki se nam zdaj dogaja in je v veliki meri zarezala tudi ravno, ali pa ena od stvari, v katero je najbolj zarezala ravno ta socialna bit človeka. Se pravi, socialni odnosi so tisti temelj pravzaprav kakovostnega življenja, dobrega življenja in tega, da na koncu koncev rečemo, imam se dobro v svoji koži. Drug steber, drug temelj tega Seligmanovega PERMA modela so pa prijetni občutki, prijetna čustva. To je tisto pravzaprav, ko govorimo o tem, koliko pomembno je, da znamo prepoznavati pozitivne, prijetne stvari v življenju, tiste dobre reči, ki se nam zgodijo, malenkosti, ki se nam zgodijo, in da znamo fokus usmerjati na pozitivnih stvareh. Ena od reči, ki jih včasih počnem z mojimi študenti, je pravzaprav zelo preprosta raziskava, ki jo delamo včasih na vajah. Bom priznal, nekaj let nazaj smo to počeli. Zdaj že par let tega ne počnem, ker so bili rezultati tako turobno žalostni, da me je minila vsa volja in vse veselje. Ampak študentje so 2 tedna spremljali različne medije. Tiskane medije, časopise, revije, elektronske medije, se pravi internet, radio, televizijo, in so imeli zelo preprosto nalogo. Vse novice so v 3 kategorije razvrščali. V kategorijo pozitivna novica, v kategorijo negativna novica, se pravi tam, kjer je bilo vse, kar je bilo povezano z kriminalom, korupcijo, vojnami, nesrečami in tako naprej, pa nevtralne novice. In tisto, kar se je skozi tistih par let, ko smo to izvajali, izlušilo, je bil zelo preprost vzorec. Nenehno smo bombardirani z neprijetnimi, slabimi novicami, ki preprosto v nas vzbujajo tiste neprijetne občutke, neprijetna čustva. Dobrih novic je pa sorazmerno malo, pa glede na to, da smo Slovenci, pa da imamo dobre športnike, se je izkazalo, da pravzaprav še tistih dobrih novic, ki so bile, je bila velika večina povezana s športom. Kakšnih drugih navdihujočih novic, povezanih z gospodarstvom ali pa čem drugim, je bilo sorazmerno res malo. In zdaj, seveda, če smo ves čas bombardirani z tem neprijetnim, negativnim, se nas to zelo hitro prime. Naši evolucijski mehanizmi so tako naravnani na to, da smo pozorni na grožnje, spremljamo tisto, kar nas lahko ogroža. Hkrati k temu dajo svojo, recimo še tale družbena klima, doda svoje in naenkrat pravzaprav je ta inflow, dotok
pozitivnih informacij do nas pravzaprav skromen, majhen. Ne. In če želimo nekaj narediti za sebe, pravzaprav se moramo, po mojem mnenju, začeti kar malo spet sami učiti naš fokus usmerjati na pozitivne stvari, na pozitivne novice, k dobrim rečem, se pravi, k vsem tistemu, kar pravzaprav lahko prispeva k temu, da se bom počutil boljš, da bom bolj sproščen, bolj srečen, bolj zadovoljen. Tako da, to je ta drugi steber, ne, drugi temelj Seligmanovega modela. Ne. Ena taka zelo preprosta vaja, recimo, ki jo Seligman zelo rad omenja, je vaja tri dobre stvari. Ne. Se pravi, ko gremo zvečer spat, enostavno, preden zaspim, včasih smo polni enih misli, vtisov stvari, ki so se nam dogajale čez dan, je bila kakšna neprijetna reč, se nam je zgodila, zaspimo težko, pa še zbudimo se sitni. Ne? In Seligmanova ta vaja je zelo preprosta. Ne? Pomisliti na tri dobre stvari, tri prijetne stvari, ki so se ti tisti dan zgodile, ampak ne samo pomisliti na tej kognitivni ravni, poskušati nekako podoživeti, kaj se je dogajalo. Pa ni treba, da so to neke blazno velike reči, to je lahko ptička je žvrgolel na drevesu, detelj, ki si ga poslušal, ki je trkal po drevesu, metulj, ki je šel mimo tebe ali pa karkoli drugega, otrok, ki se je dvignil na noge, pa čeblal nekaj. Ne, se pravi, nekaj prijetnega, preprosto, tisto, kar nas mal naravna ali pa mal uglasi na to, da smo bolj pozorni na pozitivno, pa v bistvu en mal odmakne tisto neprijetno, kar nas bi lahko bremenili stran. Da me ne boste vlačili po časopisih, če boste danes po noč ali pa danes večer rekli, zdaj bom pa pomislil na tri ali pa pomislila na tri dobre stvari, pol vas bo pa mora tlačila. To ne gre tako preprost. Se pravi, traja kar nekaj časa, ne, da to postane ene vrste navada pri človeku, ne, ampak več ali manj vsi tisti ljudje, ki to počnejo ali pa počnemo, pravzaprav ugotavljamo, da je to ena taka zelo prijetna navada, ki lahko precej vpliva na naše razpoloženje. Zdaj smo pa pri tretjem stebru. Tretji steber, ki ga omenja Seligman, je v bistvu angažiranost. Ta občutek tega, da počnem nekaj, kar počnem z užitkom. Da res z eno energijo, z eno voljo, z enim veseljem počnem tisto, kar počnem. Če ste brali mogoče pozitivno psihologijo, je to verjetno najbližje tistemu, čemur recimo Csikszentmihalyi reče flow, ali pa čemur pokojni Ken Robinson rekel element. Ne. Se pravi, ta občutek, da uživam v nečem, kar počnem. Ne. In v tem našem vsakdanjem ritmu zelo hitro pravzaprav pademo v past tega, da počnemo ene rutinske stvari, saj z rutinami ni nič narobe, je fajn, da jih imamo, ker drugače je življenje čisto preveč kaotično, ampak zaradi teh rutinskih reči, pa na drugi strani obremenitev, pa stvari, ki se nam nalagajo, zelo hitro pravzaprav se nam začne dogajati, da začnemo na stran dajati stvari, ki so pravzaprav lahko zelo pomembne za nas. Prej smo govorili o odnosih. Kolikrat se nam zgodi, da pravzaprav si ne vzamemo časa za odnose ali pa za ljudi, s katerimi imamo ene dobre odnose. Kolikrat se nam v življenju zgodi, recimo, da rečemo, joj, koliko časa že tega človeka nisem srečal, ali pa ga srečamo, se imava krasno, super in si potem rečeva, wow, super, da sva se srečala, zdaj se morava pa res hitro spet, pa potem spet mine 5 let naslednjih. Zelo podoben je tukaj pri angažiranosti. V bistvu, ko razporejamo svoj čas, ga zelo hitro začnemo razporejati v stvari pod tistim predalčkom, tole moram, na račun tistih stvari, ki pravzaprav lahko poskrbijo za to, da se počutimo izpolnjeni. To so pa lahko hobiji, to je lahko petje, to je lahko sprehod psa, karkoli pravzaprav, kar počnemo z užitkom oziroma s tistim občutkom, kot sem rekel prej, ki mu reče Csikszentmihalyi flow oziroma zanos, ko pravzaprav počneš nekaj, pri čemer toliko uživaš, da te toliko posrka v sebe, da preprosto zgine občutek za čas, ne vidiš, ne opaziš drugih stvari, ker je ta užitek vse, kar te v tistem trenutku zapolnjuje. Se pravi, ta angažiranost, usmerjati fokus, usmerjati svojo energijo v stvari, ki jih imam rad, ki jih rad počnem, ki mi dajejo ta občutek, konec koncev tudi zanosa, flowa, je res dragocena reč in pravzaprav en pomemben faktor, ki lahko prispeva k temu, da smo lahko tudi bolj srečni pa bolj zadovoljni v življenju. Četrti steber, o katerem govori
Seligman je smisel, ne, ta občutek smisla, pa ne mogoče tistega strašen, velikega smisla, pa sedeti pred steno, pa tuhtati, kaj je zdaj moj smisel življenja, ampak preprosto občutek, da stvari, ki jih počnemo, so smiselne, imajo svoj namen in ko ta občutek najdemo, ko ta občutek imamo, seveda so, recimo temu, ne, vrata do tega, da se počutimo bolj srečni, bolj zadovoljni, predvsej bolj nas težave odprta. Ne. In potem je tukaj še en steber tega Seligmanovega modela, ta zadnji, ta peti, pa se mi zdi zelo pomemben, da ga vedno, kadar se pogovarjam z Slovenci, z rojaki, z ljudmi v tem koncu sveta, posebej omenimo dosežki. Ne. Jaz se večkrat pohecam, pa vprašam študente ali pa učitelje, ko imamo kakšna predavanja, rečem, dajte mi povedati, kolikokrat vi pridete domov iz službe ali pa iz faksa, pa nekaj ste naredili, pa kar dobro vam je rad, ali vi pa pridete domov, pa se postavite pred špegel, pa se udarite malo po prsih katarzen, pa rečete, am I good or am I good? Koliko sem jaz dober? Ne gre, ne. Ni. To ni v našem dednem zapisu, to je ena stvar, ki preprost mi ne bomo naredili. Prvič zato, ker tega nismo vajeni, drugič zato, ker smo prepričani, da je to totalno čudaško, in tretjič, ker tudi, če bi to naredil, bi hitro gledal čez hrbet, da me slučajno kdo ne vidi, da ne bi kdo od družinskih članov poklical mojih kolegov, ki se ukvarjajo bolj s klinično psihologijo. Ni v našem zapisu, ker preprosto smo Slovenci vajeni, nekako, to je pa ta srednjeevropski model. Ne? Ko nekaj delaš, se samo po sebi razume, da moramo biti uspešni, učinkoviti, dobro opraviti svoje, in zakaj bi se zdaj posebej še hvalili, saj se razume, da mora biti dobro upravljen. Meni je neverjetno, ko gledam včasih, pa se pogovarjam ali pa razmišljam o tem, kako drugače, mogoče kje drugje. Svakinja moja živi v Ameriki in njena otroka hodita v ameriško šolo in tam praktično imam včasih občutek, da otrok skoraj vsak dan prinese domov eno plaketo, eno diplomo, pa sem prepričan, če bi tekli na krosu, pa bi tekli 24 otrok, pa bi bil ta 24, bi dobil pa diplomo, na kateri bi pisali, da je najlepši vohal rožice v poti. To je en čist drug sistem, pa niti približno ga ne mislim reklamirati pa delati propagando za njega, ker se mi zdi, da ima cel kup svojih težav, o katerih bi rabili se pogovarjati kar nekaj časa. Ampak ta naš sistem, da se ne znamo pohvaliti, mi pa ni všeč. Premalkrat pohvalimo sami sebe, pa saj ni treba, da čakamo na neke velike življenjske dogodke, na to, da, ne vem, spravimo hišo pod streho, da pripeljemo sosedu pokazati nov avto, to je zelo pomembno, da ga sosedu pokažemo, niti ni važno, kaj si mi mislimo, važno je, da ga sosed vidi, pa da nam je fovša. Zelo hitro znamo povedati ljudem okrog sebe, kaj si v njih mislimo, posebej, če si mislimo kaj slabega, še rajš take stvari povemo za vogalom, ampak pohvaliti druge nam je težko, pohvaliti samega sebe pa res težko. In jaz mislim, da je ena od stvari zelo pomembnih za to, da pravzaprav smo lahko tudi malo graditelji svoje sreče, tudi ta, da znamo pa nekako prepoznati, pa v bistvu opaziti tiste dobre stvari, ki nam jih uspe narediti, tiste male reči, ki jih vsak dan naredimo in zaradi katerih smo lahko konec koncev tudi zadovoljni, pa ne bom rekel, da ravno kot eni narcisi tečemo okoli po ulici, pa vpijemo, kaj sem naredil, ampak mogoče zase je pa fajn včasih imeti ta občutek. Tako da ta Seligmanov PERMA model se mi zdi en tak primeren model ali pa primerno izhodišče za to, ko začnem razmišljati sam pri sebi, kaj pa pravzaprav lahko naredim sam za to, da se bom v svoji koži boljš počutil, da bom bolj srečen, da bom bolj zadovoljen. In s tem pravzaprav prihajam nekako, se mi zdi, čez ta krog do zaključka tegale mojega današnjega predavanja, ko sem začel govoriti o tem, koliko pomembna je sreča za nas, ko sem govoril o tem, kako pravzaprav so občutki sreče v veliki meri odvisni od tega, kako sami interpretiramo stvari, se pravi, sami oblikujemo
sami vplivamo na to, kako bomo srečni v življenju. Govorili smo o tem, kaj so mogoče tiste cokle, vsaj tiste cokle, ki jih jaz vidim, mogoče kdo vidi še kakšne druge, ali pa teh sploh ne vidi, katere so tiste cokle, ki nam lahko včasih v bistvu delujejo kot ene vrste res tisti betonski čevlji na nogah, zaradi katerih se ne moremo premakniti proti sreči. Zdaj smo pa na koncu prišli do tega, kaj pa pravzaprav lahko naredim sam pri sebi ali pa na kaj lahko usmerim svojo pozornost za to, da se bom v svoji koži boljš počutil. In če pravzaprav poskušam zdaj to zaključiti z enim takim naukom, se mi zdi, da mi ga niti ni treba povedati na glas. Tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno, ko se pogovarjamo o sreči, je, prej sem rekel, sreča se ne zgodi takrat, ko jo z lasom lovimo. Sreča se ponavadi zgodi takrat, ali pa je stranski produkt tega, da pravzaprav počnemo stvari, ki jih radi počnemo z ljudmi, ki jih imamo radi. V bistvu, še ena stvar se mi zdi pomembna, nič ni narobe, če smo kdaj nesrečni. Celo psihologi vemo, da je pravzaprav zelo zdravo, ker včasih je občutek nesreče seveda zdrav odziv na stvari, ki se nam v življenju zgodijo, na izgube, na neprijetne reči. Nič ni narobe, je pa dobro, če smo čim bolj srečni, lahko nekaj malega naredimo sami za sebe, zato da bomo, in lahko nekaj malega ali pa velicega naredimo za to, da bodo ljudje okrog nas bolj srečni, ker sreča je tako kot optimizem ali pa marsikatera druga reč pravzaprav nalezljiva. Če sem jaz srečen, bo to vplivalo na ljudi okrog mene zelo podobno, kot bo vplivalo na ljudi okrog mene, če bom ves čas hodil okrog po svetu pa jamral o vseh stvareh, ki mi grejo na živce. Se pravi, koliko srečni bomo, je na koncu koncev pravzaprav odvisno od nas samih. In če grem nazaj na tole sliko z prve prosojence, pravzaprav se mi zdi pomembno razumeti, da ko enkrat odmislimo zunanje pritiske na to, koliko moramo biti srečni, in ko odmislimo tiste notranje pritiske, pa tiste notranje cokle, ki nas zavirajo pa bremzajo, takrat pa pravzaprav lahko pridemo do tega, da se res počutimo dobro v svoji koži, da smo srečni, da znamo uživati v tistih drobnih rečeh, ki se nam vsak dan v življenju dogajajo in jih ima vsak človek v vsakem dnevu vsaj nekaj in so lahko res dober temelj tega, da usmerjamo na njih pozornost in v bistvu s tem nekako gradimo svoje lastne občutke sreče. Tako da vse skupaj je v nas, pa če bi zdajle hotel zaključiti v angleščini, bi rekel, it's as simple as that, oziroma tako preprost je to. Včasih se zdi težko, v bistvu je pa zelo preprost. Tako da bodite veseli, bodite zadovoljni, bodite srečni, počutite se dobro v svoji koži.